bolnikom v ambulanti povemo, da razumemo, da se niso sami odločili, da bodo živeli z debelostjo. Da razumemo ves njihov trud, ki so ga do zdaj vložili v boju z debelostjo. Naj se ne bojijo spregovoriti o tem, da smo tukaj, da pomagamo, niso več sami. Endokrinologi se predvsem ukvarjamo s hormoni in z porušenimi hormonskimi ravnovesji. V telesu je samo za eno čajno majhno žličko hormonov. Toliko je ta snovna količina hormonov. Kljub temu pa hormoni vodijo številne procese v našem organizmu. Zaradi njih se zjutraj zbudimo, rastemo, razmnožujemo, vplivajo na naš dnevni ritem, na presnovo in energijo. V Sloveniji z debelostjo se spopada približno 20% prebivalcev. To pomeni 360 tisoč ljudi. Dobro jutro. Prvi korak v diagnostiki debelosti se začne tukaj na tehtnici in z meritvijo višine. In indeks telesne mase, ki ga izračunamo iz teh podatkov, je vstopna točka. Potem pa je potrebno izmeriti, vzeti šiviljski meter in izmeriti obseg pasu. Včasih računamo tudi razmerja iz obsega pasu in višine. Pri nas imamo pa še eno dodatno možnost. In sicer, da pogledamo še pod kožo. S to napravo lahko ocenimo delež maščeva v telesu, delež tega škodljivega visceralnega maščeva, ki se nabira okrog notranjih organov in je neodvisno od indeksa telesne mase povezan s srčno-žilnim tveganjem, delež puste mase, od katere približno 50% predstavlja mišična masa, in pa delež mase na okončinah, ki uporabljamo kot nekako oceno za skeletno muskulaturo. Najprej vnesemo osnovne podatke, pomembno je, da izmerimo telesno težo in višino. In na koncu, ko vse to posnamemo, pride ven takšen izvid, si lahko tudi pobližje pogledate, a ne? Tukaj vidimo količino visceralnega maščobnega tkiva, tukaj količino puste telesne mase in tukaj količino maščevja. Tukaj imamo ogromno pacientov, na leto opravimo nekje med 5 do 6 tisoč meritev. Še en pripomoček je pomemben pri obravnavi oseb z debelostjo. Ocenjujemo tudi mišično funkcijo. Eden izmed grobih ocen je tudi stisk roke na tem dinamometru, kaj nam pa pove o funkciji mišic zgornjih okončin. V obravnavi debelosti je zelo pomembna tudi laboratorijska diagnostika. Tukaj dnevno naredimo okrog 150 odvzemov krvi, 100 takih navadnih, 40 do 50 pa kompleksnih endokrinoloških testiranj. Pomembno je, da se vi zbudite ob polnoči. Odprete epruvetko, notri je mali tamponček in ga date direkt v usta in ga nežno žvečite, valjate po ustih, da se prepoji s slino. Z bolnikom se moramo v ambulanti predvsem v miru pogovoriti o vseh zapletih, o njegovem poteku in boju z prekomerno telesno maso. Poiskati moramo čim več vzrokov, ki so pripeljali do debelosti. Nobena debelost nima samo enega vzroka. Najdeti moramo tisto osebno zgodbo in skupaj individualno narediti načrt obravnave. Zato je zelo pomembno sporočilo. Če vas skrbi telesna masa, vaša telesna sestava, spregovorite z zdravnikom. Zdravnik bo opravil natančno diagnostiko, ocenil tveganje in skupaj z vami oblikoval načrt, kako do bolj zdrave, predvsem telesne sestave in do zdravih sprememb življenjskega sloga.